Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v novi oddaji Reflektor. Danes je z mano gostja Neža Povh, generalna sekretarka Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, pogovarjala pa se bova o prvem cigaretu. Všečkajte nas, naročite se na naš kanal še za več vsebin. Neža, živjo. Lepo zdrav. Kako si, v redu? Odlično. Skratka, ti deluješ na področju preventive pred kajenjem, pa na področju javnega zdravja oziroma tudi zdravja posameznika. In bi te kar na začetku vprašal, kaj si misliš o moji zgodbi, bi ti mogoče malo povedal. Jaz sem začel kaditi februarja 2020, en mesec pred korono. Lih od zobarja sem šel, pač v meni se je formirala ena želja, da bi kadil in sem kupil eno škatlico. Par mesecev je trajalo, da sem najdel svoje perfektne, ne bom rekel kere, ampak sem se mogel kar prisiliti, no, da sem začel, na začetku je šlo po en cigaret na dan, ker mi je bilo slabo, potem sem pa začel kaditi škatla pa pol. Nehal sem pa lansko leto maja, ko zdaj že eno leto ne kadim. Čestitke, iskrene čestitke, ker ni lahko. Hvala. Kaj si pa misliš o tem začetku? No? Koliko mladih je, oziroma koliko ljudi je takih, ki se more prisiliti v kajenje? Jaz bi rekla, da kar vsi. Zaradi tega, ker če gremo mimo ognja, ko je kres, začnemo vsi kašljati. Zakaj? Ker ima naš organizem še vse senzorje, ki reagirajo na tujke v našem telesu in kašljamo. Se pravi, želimo izkašljati, kar nam pač ne godi, kar ni zdravo za naše telo. Ko se človek na rekovajih navadi, tako kot večina reče, ja, zdaj pa več ne kašljam, saj sem se navadil. Pa to pomeni, da so ti senzorji v telesu zaradi vseh kemikalij, ki so v cigareti, že toliko ohromljeni, da telo več ni zmožno odreagirati, se čistiti. Se pravi, potem se pa začne to v telesu nalagati, leta in leta. Ker to mi je zelo zanimivo, zakaj bi človek aktivno basal neke tujke, a ne, če jih telo očitno zavrača? Kaj si misliš o tej želji po kajenju? Iz kje to pride, se ti zdi? Odvisno od starosti, ko nekdo začne kaditi. Se pravi, tobačna industrija sigurno cilja na najmlajše, ker je z njimi najlažje manipulirati. In v bistvu ti, ko začnejo kaditi, so praktično žrtve tobačne industrije. Ampak oni so tisti, ki so šli in kupili cigaret. Ali ga nafehtali kje, ali pa našli pot za to, da prvo cigareto pokadijo, da bi s tem izrazili nek imidž odraslosti. Ampak kaj pa pozabljajo? Pozabljajo pa to, da če pogledamo v povprečju, kdo so tisti, ki kadijo, so večinoma neizobraženi ljudje, tisti, ki nimajo dovolj informacij, da bi vedeli, kaj dajo vase. Ampak razumem, pač mladost je norost in pač temu primerno se dogajajo eksperimentiranja. Ampak primer, če vam dam jaz na krožnik 7000 kemikalij, bi vi to pojedli za zajtrk? Jaz več ne bi, ne? Tudi jaz sem nekoč prižgala prvo cigareto, ker so me vsi silili, ker je bila družba tista, daj, ne boš edina, ne. Ampak meni so bile cigarete ogabne, jaz tega dima nisem prenesla. Toliko sem kašljala, da sploh nisem videla smisla. Zdaj, ko imam to znanje, ko imam te informacije, ko sem prebrala to knjigo, ki bi bila po mojem mnenju obvezno čtivo, hvala, ja, Zlati holokaust, ni šans, da sploh pogledam cigareto. Ne? Se pravi, sem se informirala, sem dovolj samokritična, imam dovolj kritičnega mnenja, da znam tudi reči ne in vem, zakaj rečem ne. Zaradi tega, ker ne bom nekomu dajala svojih financ za to, da bo on s tem užival, da bo hodil na potovanja, moje zdravje bo vedno slabše in ta oseba, ki je naredila cigarete, ne bo nikoli odgovarjala za moje zdravje. Doben potomec teh ljudi, ki so naredili cigarete, ne kadi. Pa se vprašam, zakaj, če je to tako perfekten produkt? Zelo zanimivo razmišljanje. Par točk si izpostavila, ki bi se rad navezal, pa bi se mogoče čisto malo vrnil nazaj, kar si rekla za neizobraženost. Bom zardel, bom priznal, ja, pa imam univerzitetno izobrazbo, ampak res na tem področju nisem bil izobražen. Na tem področju. In mene je rešila šele knjiga od Alena Carrja, The Easy Way to Stop Smoking. Mi je en prijatelj slučajno predlagal, ker sem mu rekel, da bi rad nehal, slučajno, in lih to izpostavlja tak filozofski način, neka ozaveščenost, kaj sploh delaš. In recimo on opiše to, da ti razumeš, kaj sploh je zadaj, se pravi dva faktorja. Ena odvisnost od nikotina in pa pranje možganov, kot dva ključna faktorja, ki se jim moraš zavedati, ali ko kadiš, ali pa preden začneš kaditi. Zato pa mi hodimo tudi po šolah in želimo priti, ne samo naša nevladna organizacija, ampak veliko nevladnih organizacij, smo na nek način mogoče celo podaljšana roka kakšnih ministrstev, zaradi tega, ker ne morejo
hodi tudi po šolah dodatno, ne? Kar pomeni, da hodimo po šolah in probamo učence informirati, se pravi, da imajo te informacije, da vejo, na koga se obrniti. Tale knjiga je v vseh srednjih šolah, vsak si jo lahko izposodi, brezplačno, vse knjižnice jo imajo, ne? Samo se treba informirati, nekje moraš dobiti informacije. Zakaj? Na internetu je ogromno plačanih informacij oziroma plačanih raziskav. Vedno je treba pogledati, kdo stoji za tem, ali katera industrija je v ozadju in financira to raziskavo, ker tista industrija bo sigurno hotela imeti rezultate, ki bo njej v prid. To je noro, tale knjiga je nora. Vmes opisuje eno situacijo, ko so še v prejšnjem stoletju, ko so hodili po šolah, pa ne bi bili kao to promotorji nekajenja, pa so bili sam plačanci te industrije, zato da so cigareto prikazali kot nevarno, tako odraslo. Kao ne kaditi otroci, ker je to tako odrasla zadeva. In logično, da se bojo potem otroci počutili bolj odrasle, ko bojo probali. Ampak, kaj pa niso povedali, če nekdo začne kaditi pred 16 letom, se zasvojenost hitreje razvije, težje je nehati in ta oseba bo dosti dlje zasvojena s tem in bo dosti težje prenehala. Zato se zdaj v zadnjem času, v času covida, je na trgu 2000 novih izdelkov iz tobačne industrije. Sploh ne poznam vseh. Si znate predstavljati, se pravi, nekdo je super izkoristil to, da so zdaj ljudje bolj zaprti, da so bolj v stresu, je super izkoristil za svojo promocijo. Ampak to ni promocija zdravja. To je promocija skoraj drogiranja, ne znam se drugače izraziti. Pravijo, da se je lažje bilo odvaditi kokaina in heroina kot nikotina. In če pogledamo zdaj, da se nikotin, bilo je rečeno nekje 5 do 10 let, čisti iz telesa, po zadnjih informacijah in raziskavah traja celo lahko do 42 let. Zaradi tega vidika, se pravi zdaj, ko imam vse te informacije, ne, niti pod razno ne bi prežgala niti prve cigarete. Nisem bila kadilka, ampak tudi mi smo bili mladi in pač se je zgodilo, da enega prižgeš. Ampak zdaj, ko vem, da lahko ena cigareta vodi v zasvojenost, ne, to je čisto nedolžno. Sploh ne morem razumeti, da se to prodaja v trgovinah. Se pravi, če je hrana za pse in mačke bolj preverjena od teh produktov, sem pač jaz žal brez besed. Ker jaz bi se isto opredelil, da ni vredno niti začeti. Ker jaz sem potem padel v čudno pas, ker jaz sem na neki točki potem začel samega sebe sekirati, kao, joj, David, stric je nehal, oče mi je rekel, da to moraš sam nehati, Bela, jaz sem pa toliko šibek, ne moram nehati. Ja, klinca, če je res močnejša odvisnost kot pa od heroina, pa od kokaina. Ni samo to, gre se predvsem zaradi tega, da tale tobak se suši recimo 2 leti, ker ga oni impregnirajo z različnimi kemikalijami. V cigaretnem dimu je nekje 7000 kemikalij. Ne? Mi recimo poznamo te, ko so pač, mogoče jih predstavim, ko jih poznamo najbolj, ko so iz gospodinjstev, ne? Se pravi, v teh 7000 jih je 69 takšnih, ki so rakotvorne. Ne? V tej knjigi piše marsikaj. Recimo, če pogledamo, kaj so recimo amonijak, ki se nahaja v čistilu za stranišče, potem butan je tekočina v vžigalnikih za cigarete, aceton, odstranjevalec laka, ne vem, lahko si sami pogledate svinec, bencinski hlapi, metan, močvirski plin, metanol, raketno gorivo, ne, verjetno petarde ne bi nihče pojedel za zajtrk, ne vem, ali pa za kosilo. V glavnem nikotin je strupen alkaloid in droga, ki vzdržuje zasvojenost. V glavnem, imate na internetu te informacije, samo morate pogledati, recimo en odličen vir, da najdete te stvari je NIJZ, ker imajo preverjene informacije, ne zavajajo uporabnikov, ne, in tam potem lahko veste, kaj vsebuje. Predvsem tale knjiga od Alana Carja je tudi super za vse tiste, ki menijo, da oni pa res niso sposobni prenehati. Ne. Obstaja tudi v slovenščini, samo se je malo treba pozanimati, kje jo najdemo. Ja. Tako da, ne, če mi naše telo navadimo na nekaj, ga lahko tudi odvadimo. Ampak dosti lažje je začeti in dosti težje je prenehati. Tu pa rabiš res močno voljo. Pa še to. Tudi obstaja gen za odvisnost, če se tako izrazim. In tisti ljudje, ki ga imajo bolj razvitega, dosti težje odnehajo. Pa je to lahko zasvojenost s nakupovanjem, sladkarijami, cigaretami, alkoholom in tako naprej. Tako da ne, to je v bistvu zelo tanka linija, po kateri hodimo pri tisti prvi cigareti. Ampak, če nimaš teh informacij, ne, pa imamo še te elektronske cigarete, kjer so dostikrat tudi droge primešane, pa tudi nikotin, čeprav piše, da ga ni, ne. To je tako kot, ne vem, pač ne, kritično mišljenje treba razviti. Sam moraš vedeti, kaj daješ vase. Ne. Tvoje telo je tvoj tempelj.
Od tega je odvisno, ne, ali boš imel čisto telo, ali boš, tudi če imam jaz navzven zelo lepo obleko, pa vse recimo, ne, kaj pa se notri dogaja. Ko jaz kadim, ogljikov monoksid izpodriva kisik, se pravi, jaz sicer vdihnem, moja pljuča pa vdihne, sploh ne dobijo kisika. Ne, kaj se dogaja z enim organizmom, z nekom, ko še ni niti 26 let star, ker do takrat se razvijajo naši možgani. Ne, se pravi, se ti procesi upočasnijo, rajš ne bom govorila, teže slediš v šoli, težja koncentracija, ne. Tako da je treba pogledati, kakšne navade mi vpeljujemo v naše življenje. Ne. Kaj so tiste bolj zdrave? Recimo, tu je ena odlična slika. Ne. Meni se zdi, mogoče pokažemo, ne vem, bližje. Meni se zdi pogled, ne. Evo, mogoče tako pokaževa. Se pravi, zakaj ne bi predihali svoja pljuča na polno, če imamo to možnost? Vsi lahko gremo v parke, vsi lahko gremo na kak hrib. Ne, se pravi, pač tistih 5 minut izkoristimo za eno bolj zdravo navado, bi jaz rekla. Ne vem. Zato nisem hotel tukaj imeti slik od cigaret. Obstajajo alternative boljše, ne? Veš, kaj bi se še navezal? Zelo lepo si rekla, jaz, ko sem kadil, sem se zelo velikrat spomnil na tiste odlomki Svetega pisma. Ja. Veš, kaj je Jezus rekel, da te ne omadežuje to, kar pride vate, ampak to, kar pride iz tebe. In sem takrat zelo veliko razmišljal, vame prihaja ta dim cigaretni, ampak iz mene prihaja pa ta želja po kajenju, ta želja po škodovanju samo sebi. Me je fascinantno, zakaj se človek odloča škodovati samo sebi. Ker res je to, ker ne ozavestiš sploh tega, da je tvoje telo tempelj, ker ljudi slabo samopodobo ciljaš, ne, s stresom in potem ustvariš tak hudičevo zanko, ne, ko se vse samo še poslabša. Zakaj? Zaradi tega, ker nisi informiran dovolj. Ne? Se pravi, če imam jaz dovolj informacij, pa se si ne bom škodovala. Ne? Ampak delno sem sama kriva, ne? Delno pa tudi tisti, ki pustijo, da so tele tobačni izdelki zelo lahko dostopni, najdemo jih v vseh trgovinah, ogromno trafik je zgoščenih okoli šol. Ne? Se pravi, tako da je tudi malo treba razmišljati, zakaj se lahko to tam prodaja, recimo tudi fuge. Ne? Danes pač ne bomo to o tem govorili. Ne? Klicali so na zadnje čase starši, da njihovi otroci padajo v nezavest v srednjih šolah. Smo rekli, kako, česa, in potem so ugotovili, da uporabljajo fuge in nikotinske vrečke. Ne? Morate vedeti, noč se nahajajo soli in se ta nikotin še hitreje veže v telo. Nikotin v 7 sekundah doseže možgane. Ne? Popolnoma enostavno je nekoga zasvojiti z tem. Zato nora, no zdaj bi te povprašal, kako izgleda odvisnost od nikotina? Kaj se zgodi v človeku, ko recimo skadim eno cigareto? Koliko nikotina sem jaz dobil vase? No, se vem, da je široko. Na to vprašanje nimam točnega odgovora, ko bi zdaj mogla odpreči tiste moje zapiske, njih ne bom. Ok, kako izgleda to? Ok, bom obrnila vprašanje. Ena kapljica nikotina ubije psa, se pravi hišnega ljubljenčka, recimo, da je pes tako visok. 3 kapljice nikotina ubijajo pa konja. Se pravi, recimo, da je človek nekje vmes. Ne? Se pravi, da je v cigareti ravno toliko nikotina, da te zasvoji. Se pravi, da te počasi zasvaja ali pa hitro, odvisno od vsakega organizma. Ne, če se zdaj mi pogledamo v ogledalo, niti se nisva podobna, imamo drugo genetiko, druge predispozicije, druge bolezni v družinah. Ali pa zdravje, odvisno od načina življenja. Tako da tu je zelo težko reči, koliko je točno tistega, se je pa treba zavedati, kaj s tem povzročamo ne samo sebi, ampak tudi naši okolici. Obstaja tudi pasivno kajenje in pasivni kadilci umirajo za enakimi posledicami kot aktivni kadilci. Ne, se pravi, tudi je treba vedeti, kaj potegne to za sabo, ko jaz kupim recimo cigareto. Ne, to ni samo produkt, ki ga jaz vidim, se pravi končen produkt, ampak morajo vedeti, kdo je to pridelal. Se pravi, če se tu izkoriščala delovna sila otrok mladoletnih, predvsem od 5 do 10 let govorim, če so ti otroci umrli zaradi vseh pesticidov, ki so jih mogli uporabljati za tale polja tobakovca, ne, ker pač potrebno je rastlino obdelati na primeren način, zaradi tega, da čim lažje in hitreje zasvoji človeka. Ne. Se pravi, vsak, ki kupuje te izdelke, odgovarja tudi etično. Ne. Se pravi, za tiste ljudi, ki so pridelali to, potem je treba tudi vedeti, da umirajo živali in rastline počasneje rastejo, ali pa tudi nekatere sploh ne, korenine zelo počasi rastejo, kar je ogromno ogorkov odvrženih, se pravi, posledično se tudi dogajajo požari v naravi, ki so v največji meri zaradi ogorkov. Se pravi, zdaj smo že obdelali skoraj cel krog. Ne?
Se pravi, to isto, kot če rečem, recimo, če je to naš svet. Ne? In če sem jaz tobačna industrija, se praktično lahko igram s tem svetom, kot hočem. Ne? Lahko stiskam. Aha, Afrika, ok, tu bojo obdelovali moj tobakovec, no pa jih malo stisnem, poceni delovna sila. Ne, vsej te v Evropi, recimo, sploh ne bojo vedeli, kdo je v Afriki umrl, zaradi tega, da oni lahko kadijo. Ne? Šele na koncu pridemo do uporabnika cigarete in da škoduje sebi in svoji okolici. Ne? Se pravi, jaz moram vedeti, koga plačujem, in odkot prihaja moj produkt in kdo trpi zaradi tega, da jaz lahko uživam. Če uživam, ne vem. Ker če vem, da je to, kar delam danes, naložba za to, da bom imela bolj kvalitetno življenje, ne glede na to, ali bo to čez 5 let, ali bo to že jutri. Ne? Ko vsi rečejo, ja, pa saj sem mlad, saj meni se nič ne more zgoditi. Ja, mogoče danes ne, ampak ne veš, kaj bo to jutri prineslo. Je razlika med 80 let živeti zdravo ali pa 60 let bolehati, ne? Jaz vidim največjo težavo, ker ljudje se tako veselijo teh zasluženih oddelanih let. In kaj se bolj zgodi, hodijo od zdravnika do zdravnika. Jaz ne bi. Jaz bi raje bolj živela s tem denarjem, pa hodila na potovanja, pa si privoščila razna razvajanja. Zakaj pa ne? Vse moj denar. S tem, ko pa pač se pravi, podpiram nekoga, ki je zame neetičen, ne? Pa še njemu plačujem, da on uživa z mojim denarjem nekje, pa še sebe zastrupljam, jaz tu res ne vidim dobene win-win situacije. Kar je zanimivo, ker lahko rečeva, da če jaz se odločim za kajenje, rad bi probal kaditi, ok, pa potem gledam, etično, za okolje to ni dobro, veva, je toliko pesticidov v tleh, toliko enega gozda požgejo, zato da lahko tam rastejo listi, hkrati še človeška delovna sila, ki se sploh dotikati noče, ker je toliko, že sam to bi mogel biti glavni razlog, da nehamo. Pa še živali umirajo, to sem še pozabila povedati. Določene vrste umirajo zaradi tega, ker je ali v vodi, v filtrih, vsi mislijo, odvržejo filtre, ker mislijo, da je papir. Tu je to kemikalij not, pa mikroplastike. Ne? In živali umirajo, ker jejo te delce ali v vodi, ali kje na kopnem. Ne? Se pravi, celoten planet, za katerega je vsak soodgovoren, kakšen je. Zanimiva simbolika, ko nekdo pač vrže ogork, ne? Enega briga. Ok, se pravi, zunanji razlogi, vsi govorijo za to, da sploh ne začneš kaditi. Vse slovo. Zdaj pa kaj pa notranji razlogi? Koliko jaz sebi škodujem s tem, če bi prižgal prvo cigareto? V smislu, ta zasvojenost me zanima, ker meni je oči odprl, ker sem jaz spoznal, da po pol ure, oziroma v roku 1 ure, je ta nikotin, ki sem ga dobil od ene cigarete, je že skoraj na nuli. Zaradi tega vsaj jaz sem rabil na 1 uro cigaret. Ne? Nekako tako zgleda nikotin. Zaradi tega ljudje rabijo, ker je taka zanimiva droga. Ne? V bistvu te na pol ure, na 1 uro te že kar sili. V bistvu ti povzroča stres, meni je to čist. Pa pravijo, da stres zgine, ko ti pokadiš. Zgine pa na začetku, ne? Ne, to je samo to, ko mi navajamo naše telo na nove navade. Če bi jaz rekla, ok, tu je prepad, tu imaš eno zelo tanko vrv, ampak nisi zavarovan. In greš po njej, lahko da se bo vrv na polovici pretrgala, mogoče boš prišel do drugega dela. Boš probal? Zakaj bi sploh probal? To je isto vprašanje, kot ali bi sprobal prvo cigareto. Oziroma enak učinek je. Ne, kaj želim povedati s to tanko nitjo je to, da je zelo tanka meja med tistim, ko boš hotel še enega. Pa še enega. Pa dobro, mogoče čez 2 tedna še enega. Ampak ta še en, mogoče že v enem mesecu, je lahko vsak dan en, vsako uro en. Kaj se dogaja? Ko pade nivo nikotina v telesu, se začnemo mi tresti, smo nervozni. Ne? Takrat je najbolj pomembno, ne da prižgemo še en cigaret, ampak da smo fizično aktivni ali pa počasi grizljamo jabolko, se pravi, aktiviramo naš sistem, da začne delovati, da začne telovaditi. Ne? Kadilci imajo slabši imunski sistem. Se pravi, v času covida to pomeni, kot da bi že ti bil bolan, pa še zboliš. To je totalna napor za telo. Ne? Tako da to želim povedati, ko pade ta nivo nikotina, je nujno potrebno ali spiti kak kozarec vode, ne sladkih pijač. Kozarec vode, ali se je kakšno jabolko počasi, ali greste po stopnicah, se pravi 3 do 5 minut, gledajte na uro, se pravi tako znižujemo, tako se telo spet ščisti, se pravi se ne naloži nov nikotin, ampak se telo ščisti. Seveda traja nekaj časa, da mine tale neka nervoza, napetost. Recimo tukaj imamo tudi tele prstančke, ki se jih dobi tudi v lekarni, temu se reče kot antistres ring.
In sicer tele prstančki morajo biti ves čas v toku, ker poživijo krvni obtok. Vsi vemo, da če imamo poživljen krvni obtok, se tudi lažje čisti naše telo. Se pravi, če hoče nekdo odnehati kaditi, je nujno, da podpre telo z čim več pitja vode in s pravo hrano, ne, da še pospeši, pa čim več gibanja. Jaz tudi skozi tale prstan. Že ljudje sprašujejo, zakaj ga skozi. No, ampak tega ti podarim, tako da ti bo lažje. V glavnem, ta prstan ne sme mirovati, ker pol ni pretoka krvi. Se pravi, s tem zamotim roke in lažje prebrodem ta čas 3 do 5 minut in s tem dam telesu omogočim, da se lahko začne čistiti. Ne? Se pravi, da vse, kar se je nalagalo. Ne? Tale dim, saj obstaja tudi filmčki na internetu, tale dim, če se ga da če bi se uparil, se pravi, da bi bil trd, to je kot katran, to je tako kot žvečilni gumi, ko se ga več ne žveči in to se prilepi na pljuča. Se pravi, če so moja pljuča bila prej taka in sem jaz kadilka, se pravi, se zmanjšajo in tudi niso več tako prožna, ker se nimajo kisika, se ni cirkulacije krvi, ne? Ti ne razumeš, kakšen užitek je kaditi, Neža, ne razumeš. Veš, kaj moraš pustiti ta užitek, moraš, ne? Ne, jaz bom rekla, da je treba zbrati nekaj druga. Ok, primer, tvoji možgani, ne? Primarna funkcija naših možganov je, da nas ohranijo pri življenju. Se pravi, ko jaz skočim prvič iz letala, dobro s padalom, da se razumeva, ne? In pristanem, moji možgani v zraku kričijo, ker ne vejo, če bom preživela. Ko pa jaz pristanem, ok, kljukica, preživi. Isto je pri cigareti. Prva cigareta, joj, kašla, ni dobro, se nam je slabo, nam gre mogoče na bruhanje, ne? Ali pa smo kul, pa tega ne pokažemo, ne? Se pravi, ko jaz drugič skočim s padalom, ne, so že moji možgani, ok, mogoče bo pa preživela, ne, ok, prvič je, ne, verjetno bo tudi drugič. Isto je pri drugi cigareti, kašljam še, telo se brani, ne, ker niso še vsi senzorji umrtvičeni, ne, do tega prihaja. No, so tudi bronhidilatatorji, ki jih uporabljajo astmatiki. Zakaj? Da se bolj razširi vse skupaj, da lažje vdihneš, ne, mislim. Tako da, in to je primarna funkcija naših možganov, da nas ohranijo pri življenju. Zato, ko jim vi odvzamete nikotin ali kjerokoli drogo, če se lahko tako izrazim, ne, bojo noreli. Zdaj pa spet treba iti v obraten proces. Se pravi, to, ko smo prej v bistvu naplahtali svoje možgane, da je v redu, tako jih moramo zdaj spet navaditi, ne, da je v bistvu tisto bilo v redu, kjer smo začeli. Ker točno to se je meni zdelo. Jaz na neki točki sem se počutil čisto razvojenega. Ko sem bral to knjigo, sem imel vse dva Davida. En je res hotel živeti, pa biti dobro, drug je pa hotel kaditi. In jaz sem imel zelo jasno zavest, da moram eno od tega zbrati in drugega ubiti. Ker ne morata biti dve želji in sem mogel biti tistega Davida, ki je želel meni slabo. In je fascinantno, ker kako se formira ta drug, tisti, ki želi kaditi, ne. To se kar vzpostavi malo tudi prek pranja možganov, si predstavljam, v filmih se, tisti, ki si prej rekla s tisto vrvico. Verjetno ti tam ploskajo, pa dobro se počutiš, ko izzivaš, ne? Točno to, ne, izzivaš, dobesedno izzivaš, ne, tanka je tista linija. In nikoli ne veš, kdaj se ti bo pa vrv zlomila, ne. Tak da... Zakaj bi izzival? To je zanimivo, to je verjetno ta mladostniška potreba po subjektifikaciji, da ti, mislim... Zakaj se ne bi dokazoval športom? Primer, ne? Zakaj bi se mogel, ne vem, z nečim, kar pač... Se ne gre sploh za odraslost, gre se za odgovornost in ljubezen do samega sebe. Jaz, če se imam rada, ne bom uporabljala produktov, ki meni škodijo, pa še cel svet trpi zaradi tega, ker jih jaz uporabljam. Pač sem zdaj že toliko odgovorna, da znam, tudi pogledam vedno deklaracije produkta, ki ga kupim. Zakaj? Ker hočem vedeti, kaj dajem vase. Ker mi je to pomembno. Ne? In pač mislim, da bi mogoče že ta izobrazba lahko potekala že v osnovnih in srednjih šolah, ko vsak ima možnost izbire. Vsak se zjutraj vstane in zadiha in vsak se odloči, na kak način bo zadihal. Ne? Se pravi, kar pomeni, vsakič, ko zadiham, sem sposobna narediti korak naprej. Ne? Na vse zadnje je življenje darilo. Kaj ga pa mi preživimo, pa se vsak sam odloči. Doben ni kriv, da kdorkoli začne kaditi. Vsak je sam izrazil željo, da želi začeti. Zaradi tega, no, pa da počasi zaključujem, se mi zdi, da je res treba tudi poudariti, da sami kadilci, da nismo mi končno odgovorni za svojo zasvojenost, deloma, oziroma v veliki meri ima cigaretna industrija to. In deloma, kaj lahko naredimo za to, vsaj kaj Robert Proctor v Zlatem holokaustu predlaga, je zelo velika omejitev cigaretne industrije. Absolutno. Za najbolj učinkovito se je izkazalo to, da se cene zvišajo,
Za vse tobačne produkte, tudi vsi tobačni produkti in s tobakom povezani izdelki bi mogli biti v istem košu, po domače povedano, in enako deklarirani. Zaradi tega, ker se to izkazalo za najbolj efektivno, se pravi, da je teže dostopno in da se zviša tale meja, kdaj nekdo začne kaditi. Pa tudi niso omejitve. Problem je, ker v otroštvu vsi mislimo, da nas neki zakoni omejujejo, ampak zakoni so zato, da nas obvarujejo. Ne? Se pravi, nekdo ve, kaj se dogaja in nas želi zaščititi. Samo s tem namenom, ne da bi nam nekaj preprečeval, ker to je nesmiselno. Ker tukaj notri tudi omeni, če te ne motim, bi sam prebral in kar se mi je zdel zelo zanimiv, kako mi jezik uporabljamo, je zelo zanimiv. Ne? In tukaj je eden od imperativov, od manj očitnih ukrepov, ki bi jih Robert želel lansirati, je kreativno uporabljati jezik. Citiram: veliko slišimo o nadzoru nad tobakom, premalo pa o preprečevanju tobaka in tobačnih smrti. Nesmiselno je govoriti o družbeno odgovorni proizvodnji cigaret. To zveni enako, kot bi govorili o družbeno odgovornem kriminalu. Tobačna industrija je bila retorično zelo spretna in se je izdajala za zagovornico svobode. Jaz sem tudi mislil, da sem svoboden, ko kadim. Romantike, znanja in izpolnjujočega življenja. Skupnost zagovornikov javnega zdravja se mora naučiti ponovno zavzeti te vrednote, da nam bo uspelo zmanjšati trpljenje zaradi cigaret. Moramo se naučiti reči Bobu Bob, če tudi to pomeni govoriti o morilskih strojih, toksičnih onesnaževalcih, lažnivcih svetovnega formata, razširjevalcih raka, razpečevalcih mamil, mučiteljih otrok, zločincih proti zdravju, trgovcih smrtjo in tako naprej. Upreti se je treba retoričnemu nasilju proizvajalcev cigaret. Lahko samo potrdim. S skupnimi močmi je to možno doseči. Ne, jaz mislim, da smo vsi mi odgovorni za to, kaj se prodaja na trgu, ne, kdo vse lahko dostopa do tega, in mislim, da čist vsi, ki tvorimo civilno družbo, imamo možnost spremeniti svet danes, ne jutri. Meni se zdi, da veliki, ker obstajajo alternative in jaz bi vse mlade rad pozval, pejte v politiko. Počasi se začnite pripravljati, da bomo lahko nekoč sprejemali zakone, da bo stranka, ki bo to hotela lansirati, da bo sprejela ta zakon, da se res lahko losamo ene take. Ker vsi si želimo, da bi najkasneje leta 2040 otroci bili rojeni, katerim bo omogočeno to, da sploh ne bodo vedeli, kaj je tobak ali kakršnikoli s tobakom povezani izdelki. Govorim tudi o elektronskih cigaretah, o snusu in tako naprej, ker jih je mnogo. Premnogo. Res. Bi te lahko prosil še za zaključne misli, kar bi želela mogoče sporočiti mladim danes v Sloveniji? Predvsem, da so dovolj pametni, da razmišljajo svojo glavo in temu primerno kritično podajo svoje mnenje, ko jim nekdo ponudi ali cigareto ali alkohol ali še kaj drugega. Se pravi, ker mislim, da je močnejši tisti, ko zna reči ne, ker se spoštujem, kot tisti, ki skloni glavo in se proba na tak način skriti med množico. Ker vem, da mladi so sposobni tega in vem, da imajo veliko potencijala in je škoda, če bo ta potencijal skozi njihovo nezdravje izgubljen. Ne? Ker vsak ima potencijal, da prinese na svet nekaj lepega. Neža, 100-krat ti hvala za te misli, hvala za pogovor. Z veseljem. Upam, da bo pomagal komu, kakšnemu od mladih, ne prižgati prvega cigareta. Res. Hvala. To je to, drage gledalke, dragi gledalci. Hvala, da ste ostali z nama. Glejte nas še naprej, všečkajte posnetek, naročite se na kanal. Naslednjič pa nova oddaja Reflektor. Se vidimo.